nam pomaga pri bolj sproščenem izražanju čustev. Lila simbolizira modrost, bela pa predstavlja nedolžnost. Pa veste, kako ste pobarvani vi? Ne, to ni šala. Z barvami in njihovimi vplivi na človeka se danes ukvarja tudi znanost. Torej? Barve so energetske kode, v katerih je zapisano življenje. In kolikor je ljudi, to je kolikor je življenj, toliko je različnih barvnih slik. S posebnim postopkom, razvil ga je Miran Plohl-Dornik, je moč ugotoviti barvo osebnosti. Barvna analiza pa nas lahko opozori tudi na barvo, ki se jo velja izogibati. Ja, najprej vtipkamo ime in priimek. Potrebujem datum rojstva, v katerem kraju ste se rodili. V redu, za barvno analizo ti podatke zadostujejo, no pa pogledajmo, kaj bo iz tega zdaj nastalo. No, dobili smo barve in sicer vaša osebnost priplavlja največ krmin barve, to je prevladajoča, to pomeni sočutnost in usmiljenost, v glasbi bi bil visoki D-dur. Zatem vam sledi indigo barva, ki je zmerna v barvni analizi in pri vas ima izredno močno združevanje, kozmičnost, povezovanje, se pravi, to je barva komunikacije in barva prihodnosti. To so barve, ki jih imate največ, barve, ki vam pa primanjkujejo in ki jih priporočam, da jih oblečete ali s katerimi si opremite stanovanje in tako naprej, so pa opalna oziroma bela, modra in pa rdeča ter delno zelena. Barve nas spremljajo vse povsod. Nenazadnje ni nepomembno, ali so barve, ki nas obdajajo, tople, pomirjujoče ali nemara hladne, nestimulativne. Tega se dobro zavedajo v ta hip gotovo najlepše pobarvane v osnovni šoli na Rušah. Vsaka učilnica ima svojo barvo. Primer slovenščina smo dali veliko roza in bele barve, se pravi, roza barva daje veliko ljubezni, predvsem do materinega jezika, slovenščine, in pa bela, to je pa čistost izražanja z modrimi pikcami, a ne? Modra barva pa tudi pomeni modrost. Zdaj so učenci v teh prostorih že drugo šolsko leto in treba je povedati, da poleg njihovih sporočil, da jim je všeč in podobno, je za nas največje sporočilo to, da stene niso popisane, opremo pazijo, stikala niso razbita, od lani do letos ni bila razbita ena stikala. Gotovo, da na to vplivajo tudi barve. Vsi ljudje vemo, da nas nekatere barve donirajo, nekatere dražijo, nekatere provocirajo, nekatere privabljajo. Zdaj gotovo, da je tako tudi z učenci. Moram jih pohvaliti, pridno delajo, med urami je v šoli tišina in delovno vzdušje. Seveda so otroci v odmorih, je malo bolj živahno, kar je tudi prav. Je res, da ima vsak dan v tednu svojo barvo in kaj to pomeni? Ja, kakor je v Maurici 7 barv, tako tudi iz kozmičnega spektra dejansko pripada vsak dan eni barvi. Danes je četrtek, je indigo barva, je barva komunikacije, barva vizije, barva prihodnosti. Indigo barva je tudi barva miru, služenja in druženja. Mislim, da ste si izbrali pravi dan. Za nami uspešen dan. Tako je, ja. In tudi recimo, če na ta dan oblečemo indigo barvo, pomeni, da kozmično žarčenje pojačamo tako, da iz kozmosa pride indigo žarek, in če imam tudi obleko v tej barvi, to pomeni, da dobivam dvojno energijo. Obleka naredi človeka, pravijo, in tudi tu odigrajo odločilno vlogo barve. Saj priznajmo, ničesa ne bomo radi oblekli, pa naj nam bo kroj še tako všeč, če seveda barva ni po našem okusu. Če pa sledimo modnim trendom, potem pa lahko rekli, da nam modni trendi barve sugerirajo. Če vzamemo recimo moški stil oblačenja v ženskem oblačenju, potem nam sugerira tudi moški barvni izbor, ki
temelji od črne do sivih tonov. Čeprav je črna barva, ki je tudi letos najbolj popularna in najbolj moderna in spet kot rečemo temu strokovno, prišla v modo šele v 20 letih. Črna barva, kar se pa tiče pri oblačenju ali modni kreaciji, je tudi barva, ker lahko rečemo tradicionalno barva žalovanja. Poleg tega pa seveda tudi zaščitna barva pred energetskim napadom, mogoče miselnim napadom tujih nepoznanih ljudi. Je pač tako, da barve ne obidejo nobenega področja. Tudi pri izbiri športnih rekvizitov naj bi bila barva pomembna. Tone Šušter se že leta ukvarja z lokostrelstvom, a šele pred kratkim, ko si je dal pobarvati lok, je čez noč prišel v življenjsko formo. Čista sredina. Ste bili tudi s starim lokom tako uspešni? Bil sem bolj poredko. Čemu pripisujete, da se z obarvanim lokom bolje zadeva? Vpliva psihološko veliko boljše na samo koncentracijo streljanja, kot pa prej enobarven lok. Ste tudi prej verjeli, da lahko barve vplivajo na boljše streljanje? Če sem iskren, ne. Zdaj vidim, da je to res. Tudi uspešnost pri poslu naj bi bila menda odvisna od barv naše osebnosti ter tistih, ki se jih najraje nadenemo. Napovedovalec in humorist Sašo Hribar se težko loči od modre. Ne vem, plavo barvo zato nosim, ker izgledam intelektualc. Čim sem rdeč oblečen, izgledam precej zabit. Če sem v beli barvi, tako videl sem dolenc, tako da sem se odločil pač, da posvetim svoje življenje visokim mislim, etiki in morali, zato sem oblečen v plavo. Gospod Sašo Hribar je rojen 19.3.1960 in njegova osebna barva, izražajska barva je rdeča. To pomeni, da je zelo konkreten človek, to je primarna energija, energija življenja, radosti, se pravi pove to, kar misli. To se pravi njegova izravnalna ali komplementarna barva je pa modra. In največkrat ljudje sežejo ravno po tej komplementarni barvi, zaradi tega, da jih ne vleče v eno skrajnost. To se pravi, to je intuitivno zaznavanje oziroma čutenje tiste energije, ki jo potrebuje človek kot karakter oziroma tudi njegova fizična in pa psihična konstitucija. Vsak ima pač svoje barve, vsakemu je všeč nek drug barvni odtenek. Kakorkoli že, če izbirate barve po svoji vesti, ne upoštevaje barvno analizo, nikar ne izberite kombinacije rumeno-črno. Medtem ko je rumena barva, barva življenja, barva sonca, pa črna pomeni odsotnost vseh barv. In ko se srečata, pride do popolnega izničenja. Sicer pa je nekdo zapisal, če v sobi ugasneš luč, je tema, ni življenja, tudi rože umrejo. Skratka, črnina je odsotnost vsega življenja. Kjer je svetloba, tam so tudi barve, in kjer so barve, tam je tudi življenje. Iz zelenega ambienta, oblečen v zeleno, v svojo življenjsko barvo, za TV Tednik Igor Pirkovič.